Na razstavi v galeriji Kresija se predstavljam z novejšo slikarsko produkcijo, nastalo v zadnjih 2 letih, kjer nekako nadgrajujem dosedanje razmišljanje o sliki kot o mediju in nosilcu izjave. V slikah se pojavljajo emblemi folklore, kot so se tudi do sedaj, mogoče na novejših slikah v nek drugi kontekst postavljam barvo kot označevalec. Na slikah večjih formatov se še vedno poslužujem tradicionalne neke predalpske, alpske pokrajine, ki me tudi kot osebo zelo označuje. In znotraj te krajine nekako skušam poustvariti neko alegorijo nove sedanjosti z uporabo folklornih značilnosti, vzorcev, pokrival, kot sem v bistvu delala tudi že do sedaj. Znotraj tem, ki me zanimajo, se mi zdi, da je neko vprašanje okoljevarstva in narave tudi tema, ki se je večkrat poslužujem v svojem slikarstvu. In slika z naslovom Državni sovražnik se ukvarja prav s tem. Naslov razstave Žival sem ujeta v tvoj vroč beton je sposojenka in na nek način apropriacija pesmi Radiohead. Uporabila sem ga pa ravno zaradi same pozicije Galerija Kresija tu v centru Ljubljane, ker se mi je na prvi pogled galerija zdela za to njeno veliko izložbo kot nek tak velik živalski vrt, ki gleda na beton in kjer so moje slike in figure nekako postavljene na ogled v tej betonski vročini. Sprememba v zadnjih slikah se je mogoče zgodila ravno na področju uporabe barve. V zadnjih slikah sem mogoče malo bolj pogumno vstopila v sam barvni kontrast. Slike še vedno gradim zelo tonsko, ampak kljub vsemu barva mi še vedno predstavlja nek označevalec. Kolažni pristop do slikarstva nekako gojim tudi v sedanji produkciji. Razne vezanine, našitki, plastično cvetje, izrezani križi mi služijo kot nekakšni simboli oziroma znaki, preko katerih skušam gledalcu omogočiti neko drugo plast branja. Figure, največkrat so to dekleta, rada postavljam v prvi plan, ampak velikokrat jih zamaskiram, ali so to mogoče neke popkulturne konotacije ali pa na drugi strani folklorni elementi pusta, ker mi ta odmik od identitete te figure na sliki omogoča, da se to telo na sliki bere kot družbeno in kot politično telo in ga v bistvu tako lahko tudi razumemo kot nosilca izjave, ki mogoče presega branje zgolj figure kot take. To podobotvorje gozda in pa figur, predvsem deklet v gozdu, mi nekako predstavlja neko tisto primarno počelo vsega, gozd in narava na eni strani, ter pa človek na drugi.
In zdi se mi, da ravno v stiku teh dveh svetov se lahko zgodi mogoče nekaj več, nekaj magičnega, nekaj narativnega. Gozd velikokrat uporabim nekako kot kuliso za neko dogajanje, za kuliso, kamor skušam umestiti figure, ki se pa kljub vsemu nekako mogoče ne znajdejo ravno najbolje v celi tej krajini, mogoče ravno zaradi tega, ker tudi sama smatram človeka kot vsiljivca znotraj tega večnega naravnega okolja in kroga. V trenutnem prostoru umetnosti, pa predvsem slikarstva, pri nas zelo pogrešam ukvarjanje z figuraliko, kljub temu, da nekako v takem zelo skromnem valu prihaja nazaj in mogoče ravno iz tega vidika sem se odločila, da bo figuralika in nekako ta narava znotraj nekega magičnega realizma tista rdeča nit mojega slikarskega ustvarjanja, ker se mi zdi, da lahko slika premore tudi več kot zgolj prevpraševanje in modernistično ukvarjanje sama z sabo. Na slikah se velikokrat pojavijo določeni napisi, bodisi izpisani ali izvezeni. Osebno sem mnenja, da lahko tak napis na sebi nosi neko določeno stopnjo ironije ali pa hudomušnosti in ravno preko tega se mi zdi, da lahko gledalcu omogočijo malo bolj svobodnejše branje. Na zadnji sliki je mogoče najbolj vidno to moje novejše eksperimentiranje z barvo, kjer sem fluorescentno barvo najprej uporabila kot podslikavo, ampak se mi je potem začela na nosilcu kazati kot nekaj močnejšega in mi je ravno to žarenje barve kot materiala omogočilo nek nov pogled na to, kar barva premore in kakšno težo in mogoče kakšno naracijo na sebi lahko nese, če se jo uporabi na tak način. Na drugi strani nek ta pastozni nanos barve, ki ga se prej nisem poslužila, tokrat se mi pa zdi, da nekako da figuri neko drugo prisotnost. Zelo me zanima in fascinira tudi film kot oblika umetnosti in verjetno je v mojih delih tudi zaradi tega vidika mogoče prisotno neko to filmsko kadriranje in pozicioniranje figur v prostor. Omogoči mi, da se lahko slika bere kot nek hipni moment neke realnosti, ki se je mogoče zgodila ali pa se mogoče ni zgodila v nekem paralelnem svetu. Tako da mi slikarstvo kot medij omogoči združitev vseh teh različnih vidikov mojega zanimanja, torej na eni strani krajina, figura, odraščanje dekleta, pa na drugi strani nek magičen realizem, ki se preplete na sliki kot nosilcu. V galerijskem prostoru mešam večje formate z izrazito malimi formati. Mali formati nekako neobremenjeno nastajajo v ateljeju, včasih kot skice, včasih kot nek intermezzo v delu med dvema slikama. Mi pa zelo prav pridejo pri postavljanju razstave, da mogoče malo podrem to monotonost zelo podobnih formatov in dam neko dinamiko v prostor in na nek način tudi omogočiš gledalcu malo drugačen odmik od nekega navajenega branja slike.